tipične slovenske hiše, ki so razpršene po celotni Sloveniji, so relativno velike v primerjavi z enostanovanjskimi hišami v drugih deželah. Naprimer, v Avstriji je taka hiša polovico manjša. Če gledamo Nizozemsko in tako naprej, so to še manjše enote, ker je gradnja zelo podrejena neki pragmatičnosti in tako naprej. Slovenske hiše so precej velike, ker je bilo pač takrat to možno tako narediti. Po drugi strani pa slabost tega, da so razpršene in da so včasih nedostopne oziroma niso blizu mestnih središč. Te velike hiše, ki so bile tako tipsko zgrajene zelo pogosto, so ljudem prineslo veliko veselje in nekako občutek varnosti, da so zgradili neko nepremičnino. Po drugi strani pa, če pogledamo z nekega družbenega, širšega vidika, so pa te hiše imele tudi veliko šibkosti, tipska zidava ni bila najbolj domišljena, tudi nekako neke kulturne krajine takrat nismo uspeli oblikovati in to nekako bremeni današnjo poselitev, današnjo pokrajino.